literarnem društvu Sončnica Rogaška Slatina je zelo veliko različnih profilov ustvarjalcev. Med njimi je tudi velik strokovnjak za jezik, profesor dr. Jože Lipnik, univerzitetni profesor v pokoju, ki je bil tudi moj osnovnošolski profesor in razrednik. Kasneje sva postala prijatelja, zato ga bom danes tikala. Na Filozofski fakulteti v Zagrebu je magistriral in doktoriral iz filologije, se pravi iz jezikoslovja, in postal doktor znanosti. Poučeval je slovenščino in druge predmete na osnovni šoli, na obrtni šoli in steklarski šoli v Rogaški Slatini. Bil je pedagoški svetovalec za slovenski jezik na Zavodu za šolstvo v enoti v Celju. Do upokojitve je predaval na Univerzi v Mariboru, predvsem metodiko in didaktiko slovenskega jezika in književnosti, a občasno tudi nekatere druge predmete. Upokojil se je kot izredni profesor za področje didaktike iz slovenskega jezika in književnosti. V strokovnem svetu je znan kot profesor in kot publicist, ki piše članke od lokalnih časopisov do svetovno znanih zbornikov. V tujini je objavil več kot 30 člankov in znanstvenih razprav, domača bibliografija pa presega preko 300 enot člankov, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Strokovne vsebine njegovih prispevkov so z področja slovenskega jezika in literature, z področja kulture in z področja šolstva. Mednarodni javnosti je predstavil Trubarja, Slomška, Cankarja, Kosovela in druge slovenske ustvarjalce. Pa da ne bom samo jaz govorila, bi mogoče predstavila profesor dr. Jožeta Lipnika tako, da bo sam povedal kaj o sebi. Namreč, ko je on začel pisati, je bilo to zelo zgodaj. Lahko bi rekla, v svojih otroških letih, v svojih gimnazijskih letih je že nastalo besedilo, ki pa je šele letos ugledalo luč sveta. To je njegova najnovejša knjiga, ki jo imamo tudi tukaj, pa bi prosim kaj povedal o tej vsebini. Da, knjigi sem dal naslov Boč pod svinčeno točo. Svinčena toča, to so pač krogle, to pomeni vojna. In knjiga dejansko opisuje vojno pri nas, Cerovec, Boč, Rogaška Slatina, Kostrivnica in podobno. Zgodbe imajo kako osnovo v dejanskih dogodkih, ampak so literarno oblikovane v 19 poglavij ali pa 19 enot. Jaz sem to pisal kot gimnazijec. Meni že v gimnaziji bil sem vodja literarnega krožka, mi smo že takrat tudi kakšne pesmice pisali in podobno. In to knjigo sem takrat napisal, jo dal mojemu razredniku, profesorju Arku, ki je bil slavist, je rekel, pošli ti to neki založbi. In sem poslal neki založbi, zdaj ne vem kateri. Odgovorili so mi, da je tekst zelo zanimiv, ampak da še moram kot pisatelj malo dozorevati. To sem napisal tudi zdaj v knjigo in sem dozoreval 70 let pa knjigo dal tiskati v moji privat založbi. Tako da literarno, strokovno, pesniško se ukvarjam res iz otroških let. Ampak prve objave knjig pa mislim, ali pa imam narobe, da so bile strokovnega področja. Da, jaz pesniških zbirk takrat še nisem delal, pač pa ko sem prišel na delo na univerzo, sem seveda za svoje področje, za svoje znanstveno področje začel proizvajati knjige, kot so metodika književne vzgoje, metodika govorne vzgoje, leksikon domačih in tujih književnikov za maturo. Potem sem k temu dodajal še Mali čvek, to je zbirka takih otroških zgodbic ali pa za otroške igre. To je nastajalo, ko sem prišel na univerzo v službo. Prej knjižne oblike nisem izdal ničesar. Najbrž tudi ni bilo časa za literarno ustvarjanje. Ni bilo časa,
pa če je bil čas, ni bilo možnosti, ni bilo denarja. Seveda. Ko sem ustvaril to svojo zbirko Lipnik, moja žena je napisala knjigo Biti učiteljica in knjigo so objavljali v Novem tedniku. Potem smo pa iskali založnika več kot 3 leta, obljubljali eni, obljubljali drugi, na kar sem se razjezil, povprašal v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljano kako in kaj in so rekli, naredi svojo zbirko in sem naredil svojo zbirko Lipnik, v kateri je doslej 23 knjig izšlo. Tu sta izdajala oba z ženo knjige. Ja, Ciljka jih je naredila 11, ostale so pa potem moje. In to je kar zajeten literarni opus tudi. To so vse v glavnem literarne knjige, ja. Kot strokovnjak za slovenistiko pa si sodeloval v veliko mednarodnih simpozijih, raznih predavanjih, predstavitvah in tam so išle tudi knjige oziroma seminarji v knjižni obliki. Ja, to je šlo v zbornikih. Jaz sem nekaj teh zbornikov prinesel. To so taki mednarodni, recimo tole Peter Lang Verlag, torej založba Peter Lang, to je vseevropska založba, v njej sem objavil dela Antona Matija Slomška. Po vsej Evropi sem hodil, posod sem objavljal in potem sem zbral iz teh zbornikov po 1 ali pa po 2 članka v 10 evropskih jezikih. In sem za svojo 80-letnico pač izdal tak zbornik 10 jezikov, v katerem so članki v 10. Ene jezike so malo nenavadni, recimo katalonščina, to je del španskega jezika, ali pa esperanto. To so mi drugi prevajali, tega jaz ne znam v teh jezikih. Ali pa v madžarščini nam je tudi malo, čeprav so blizu, ampak nam je tuje. Drugo je pa češčina, nemščina, slovaščina, poljščina, kar se obvladaš, ne? Te pa obvladam, ja. Ja, in je zelo zanimivo, da nekdo zna toliko slovanskih jezikov, ne? Ja. Jaz ne poznam nikogar, ki bi poznal toliko slovanskih jezikov. To sem študiral. Cel vzhodni blok dejansko, ne? Stvar je namreč za te zbornike takšna. Ko so me prvič poslali na mednarodno konferenco, to je Association for Teacher Education in Europe ali pa Evropsko združenje za izobraževanje učiteljev v Francijo, takrat sem imel prvič v mednarodni javnosti predavanje. In so me spravili v računalnik in so me potem vsako leto po vsej Evropi vabili, tako da od Moskve do Limerika, ki je tam na Irskem, pa od Makedonije pa do Norveške v Oslo, sem celo Evropo prekrižaril, pa imel tam razna predavanja. Na seminarje, ne? Ja. No in ob teh znanstvenih sodelovanjih so pa zdaj v zadnjih letih nastajale tudi pesmi in pesniške zbirke. Pesmi so nastajale že tudi prej, zbirke pozneje. Pesmi so nastajale že v gimnaziji. Že v nižji gimnaziji sem nekaj poskušal. Potem, ko sem bil na gimnaziji, sem vodil literarni krožek, smo izdajali neki zbornik, ki pa se je izgubil, ker druga gimnazija še ni bila vajena, da je treba to vnuk poslati in podobno. Vem, da eno pesem sem celo v Novem tedniku objavil, taka mladinska priloga je bila. Pa dolgo potem nisem se odločil, da bi pesniško zbirko kakšno naredil. Ko pa sem naredil to svojo zbirko Lipnik, se pa odločil in sem zbral pesmi, ki so takrat bile moje aktualne. In sem naredil pesniško zbirko in takih zbirk je pač nastalo zdaj 5. Ja, in vemo tudi, poznamo te kot odličnega mojstra soneta, klasičnega soneta, pa bi nam mogoče eno pesem svojo prebral, da začutimo ta ritem soneta. Ja, sonet sem res ubral po enakem vzorcu, kot je to delal Prešeren, zaradi tega, ker nekateri v novejšem času sonete mrcvarijo tako in drugače. Jaz sem se pa odločil za ta srednjeveški
sistem. In meter, in Rimo, ne? Meter, Rimo, vse, enako kot ima Prešern, tako kot sonet zgleda, ne. To je ena od zadnjih mojih pesmi. Malo sem se igral tudi z jezikom. Doma in doma. Torej, dva doma in zdaj si pa biti doma. Ja, približno takole zgleda. Je tudi taka ljubezenska, ne. Veliko zlo od doma te pregnalo. Zatekla si se v varno zavetišče, urejala si novo bivališče, a to za skritost je bilo premalo. Za varnost niti drugo preostalo, kot da najdeš novo skrivališče, ker zlobni duh te ne poišče, a za življenje to je še premalo. Kar dolgo neodločno si iskala, po čemer v srcu hrepenela, si končno in zares izbrala, da dom boš zopet svoj imela. Lepo sprejeta boš v njem ostala in tu do konca boš z menoj živela. Lepo. Zelo lepo. Si član literarnega društva Sončnica v Rogaški Slatini, pač zdaj smo te okupirali kot našega člana, včast nam je, da imamo tudi nekoga, ki je res strokovnjak na tem področju jezikovnem. Leta 2019 si prejel pokal Sončnica, hvala lepa. Pokal, ki je nadgradnja in pa priznanje tvojemu literarnemu opusu, ki je res bogat, vsebinsko in pa vsestransko, tudi na različnih področjih zajema besedišča. Si pa tudi častni član občine Rogaška Slatina, častni občan, torej taka visoka priznanja si prejemal, seveda še veliko drugih priznanj, mednarodnih si prejel. Katero priznanje ti recimo zelo veliko pomeni? Rekel bi, glede na to, da rad delam, da mi največ pomeni jugoslovansko priznanje red dela s srebrnim vencem. To je bilo zame višek priznanja za to, kar delam. Drugače pa je seveda, imam drugih priznanj. To je bilo zelo visoko priznanje v Jugoslaviji. To je visoko jugoslovansko priznanje, ja. Celo s Titovim podpisom. Ne natiskanim, ampak rokopisno podpisanim. Vemo pa tudi, da si ob literarnem udejstvovanju tudi planinec, kar najbrž nekje izhaja iz taborništva, ki si ga vodil dolga leta s svojo ženo Cilko. Zdaj pa hodiš celo po 4000. Daj nam kaj povej o tem tvojem pohodništvu. Malo sem začel v gimnaziji, ampak ko sem se poročil, se je pa začelo malo zares. Najprej, na poročno potovanje sva s Cilko šla na Triglav. Noseča je bila. To sem po 60 letih ponovil, pa sem sina sabo peljal. Je rekel, se še nisem bil na svetu, sem kot takole mečken si bil takrat, ker je bila žena noseča. Potem smo delali slovensko planinsko pot ali transverzalo. Mikalo me je pa tudi v tuja gorstva in pa smo začeli najprej v Avstriji, Großglockner, pa to še ni 4000, pa smo šli v Švico in potem bi zdaj lahko recimo mimogrede naštel vsaj 10 4000, od katerih je seveda v Evropi za mene najzanimivejši Mont Blanc, v Afriki pa Kilimanjaro. Mes je pa še polno drugih, zadnja 3 leta pa malo zaradi covida, malo zaradi bolezni, včasih malo tudi zaradi česa drugega, že nisem bil na 4000, že 3 leta nisem bil na nobenem, pa bom še. Da bi le bil tako zdrav, pa še odšel v planine, ja, ne? Ja, vsaj v planinih, recimo, ker sem delal tudi zbornike v planinskem društvu Rogaška Slatina, in vse so bili jezni, ker sem izbral to sliko. Namreč to je slika, ko gremo na Olimp v Grčiji,
In jaz seveda vodim to skupino na Olimp in ni nič kaj lahka pot gor. Sredi te skale ste kot taki gamsi. Res strmina, zelo strmina, ja. Ampak vse nam je ratalo, vse nam je uspelo. Veliko dobre volje, ne, pa gre. Ja. Kaj so še pa kaj drugi tvoji hobiji? Vem, da jih imaš. Ja, vse sorte. Če se le da, grem enkrat na leto na jadranje. Gorazd sin je skipper in enkrat na leto, če se le da, se priključim skupini, ki gre na jadranje. S planinci veliko sodelujem. Drugače pa moram reči, da čas zdaj zabijam s tem, da igram remi, tarok, šah, podobne take družabne igre, pri katerih mine čas, pa če smo zbrani kot dobra družba, je še tudi dobra volja poleg. In obdeluješ vrt, in kosiš, in vse sorte počneš. Ja, trenutno malo manj. Trenutno je moja nova žena prevzela vso skrb za vrt, za travnik, sadovnjak še ne toliko, tisto še malo bolj moje, pa brajda, vinska trta, to je še rahlo moje delo. Sem pa seveda vedno bil rad na vrtu, vedno sem rad v naravi. Pa letos ni bilo časa, oziroma možnosti, da bi kaj dosti gob nabirali, ker drugače tudi gobarim zelo rad. No, vse zato si pa najbrž tudi tako zelo chill in vsi ti želimo, občudujemo to tvojo energijo življenjsko in vsi ti želimo, da bi še dolgo bil tako zdrav, da bi bil tako dobrega videza, dobrega počutja in da bi izpod tvojih rok, iz tvoje glave nastalo še marsikaj, kar bomo lahko brali. Ja, jaz upam, da bo. Zdaj zopet me žicajo, naj naredim 2 knjižici in sicer o gasilskem društvu pri Svetem Florijanu, 40-letnico od ustanovitve imajo, bi radi brošuro, čakam na materijale, da me jih pošljajo. Pa pri vodni agenciji, to je eno tako društvo pri Svetem Florijanu, sodelujem na njihovih simpozijih oziroma njihovih festivalih in ker je to se nabralo iz 8 držav kar nekaj zelo, zelo zanimivih predavanj, bi rad to spravil v knjižno obliko in če bomo imeli denar, bo prihodnje leto tudi ta knjiga zunaj. Odlično, na vseh področjih si zelo aktiven. Ne smeva pa pozabiti tehle 3 knjig, ki so nastale kot opisi delov Rogaške Slatine. Ja. In so res zanimive knjige. Vsaka naslednja je boljša od prejšnje. Najprej na mojo osebno pobudo, na mojo osebno željo je išla knjiga Krajevna imena občine Rogaška Slatina, 41 naselij je in za vsako naselje sem poskušal najti zgodovinske podatke od kdaj in kako je to in za vsako naselje sem skušal tudi razložiti ime naselja. Poleg pa sem seveda še nekaj domačih imen in podobno. Vsako naselje sem tudi poslikal. Ko je ta knjiga izšla, so me nekateri začeli vabiti, naj še njim naredim. In potem sem naredil naslednje leto Brestovec, to je naselje tam od Svete Trojice malo naprej. To knjigo je pa naročil šef orglarstva, gospod Škrabl. On je brez vseh drugih sponzorjev, on je plačal kompleten tisk, vse in tudi meni za delo je kar nekaj dal. Ko pa to nastajalo, me pa že pri Florijanu žical pa Cajzek, Gic Gradnje, naj še naredim Sveti Florijan in Strmec pri Svetem Florijanu, tako da bo čisto vsako gospodinstvo v knjigi, gospodinstvo je pa 180. In to je kilometrov in kilometrov, leto in pol sem to delal. Vsaj 80% hiš ali gospodinstvo je takih, da imajo domače ime drugačno, kot je njihov priimek. Ljudje jih bolj po domačih imenih poznajo, kot pa po priimkih. Zanimivo, ne? In pri Brestovcu sem našel nekaj zanimivih zgodb, tudi kako je nekdo zgorel, pa tudi kako je
ena iz Brestovcev odšla v Avstralijo in je bila tam Miss Avstralije. Pri Florjanu je pa veliko društev ali takih dejavnosti in firm. Tam je tudi šola, tam je tudi fara, tam so pevski zbori, tam je bila knjižnica in literarno društvo, ki jih več ni, tam so gasilci, tam so planinci, tam je Rdeči križ, skratka, tam je veliko raznovrstnih dejavnosti in vse sem poskušal zbrati v tej knjigi. Tako da, to je skoraj najnovejša pa tista, o kateri smo se prej pogovarjala, to je pa Boč pod svinčeno točo. Zdaj naprej bomo pa videli, če mi bojo. Čestitke za cel opus. Če mi bo volja dala, pa moč dala, bom pa še naredil vsako leto eno knjigo. Ker to mi je pa rekel moj mentor, dr. Rosandič, ko sem doktoriral. Je rekel, Jože, in to je bilo tam leta 88, je rekel, Jože, a sada svake godine jedna knjiga. Pa nekaj časa ni ravno vsako leto, je bila kakšna knjiga, zadnjih 5-6 let je pa res vsako leto kakšna ena ali pa celo dve. No, naj se sanje uresničijo. Upam, da se bo. Ja.